V zahtevnih časih se mi zdi, da se premalo ukvarjamo s tem, da bi ugotovili, kdo v resnici smo mi. Ali sem jaz podjetnik, ali sem jaz poslovnež. Zdaj v angleščini bi rekli businessman ali pa entrepreneur. Entrepreneur je podjetnik, businessman je pa poslovnež. Je tako? Se pravi, kakšna je razlika med temi dvemi? To sta oba zelo kvalitetna kadra, kvalitetne osebe. Predana svojemu poslu, strokovno v svojem poslu, rada dosežeta svoje cilje in vizije, se rada neprestano izobražujeta, iščeta nove rešitve. Ampak razlika med njima je. In če jih postavimo na narobno mesto, imamo problem. Dostikrat se zgodi, da imamo podjetnika, ki ga postavimo v sistem, v strukturo. Podjetniki načeloma grejo radi v podjetja, zaradi tega, ker je prvič ima redno plačo, ker je drugače kot podjetnike včasih nima, odvisno kako mu gre. Ta drugič, ima občutek, da lahko neke stvari premakne in potem s to svojo energijo, s tem nabojem, ki ga kot podjetnik ima, moti sistem, moti procese. Zaradi tega, ker on procese ni navajen slediti, on je navajen, da gremo cilj, gas, tiščemo, uporabimo vse resurse, da bomo prišli do tega cilja. Za razliko od poslovneža, ki ima pa rad umiren sistem, nestresni, rad se pogovarja, zna komunicirati s sodelavci in podrejenimi, ve, kateri so cilji in te cilje strukturirano doseže in sledi. To je osnovna razlika. Če pa hočete ugotoviti, zdaj kdo ste vi, če imate recimo zasebno podjetje, kar precej delate, pa nimate denarja. Verjetno ste poslovnež. Če pa delate v enem sistemu in so stvari napete in je skozi nekaj narobe, skozi se nekaj prerekate, ste mogoče podjetnik. Mogoče morate sami ustanoviti svoje podjetje in držati vse stvari v roki. Dokler ne zrastete tako visoko, da rabite poslovneža, da vam po strukturi pele vaše podjetje. Ugotovite, kdo ste, lažje vam bo. Potem boste na pravem mestu iskali svoje priložnosti, življenjske priložnosti. Ampak, naj vam pa še nekaj povem. Obstaja pa zdaj tretja definicija, ki je pa moderna. To pa so zelo sposobni ljudje in leni. Vedno zamujajo na sestanke, ne držijo se dogovorov, ne učijo se novosti, ker oni čisto popolnoma vse vedo. In to je ena posebna kasta. Jaz imam za te 3 korake, kako to rešiti. Ta prva stvar, če se hočeš vršiti ven iz te neudobne cone udobja, je prva stvar, začni na osebni disciplini. Vstavi v istem času, drž se sestankov, drž se dogovorov. To je prvi korak. Ko prvi korak dosežeš, greš na drugi korak, začni delati na sebi. Preberi knjige, pejdi na seminarje, najem coaching, whatever, delaj na sebi. In tretja stvar, takrat šele ugotovi, ali si poslovnež ali pa si podjetnik.